Hvala. Bo? Lep pozdrav vsem. Dobrodošli na novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije po 13. seji izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije. Danes sta z nami predsednik Nogometne zveze Slovenije Rade Mijatović in pa novi slovenske članske reprezentance Tomaž Kavčič, ki je pravkar prejel podporo članov izvršnega odbora in bo slovensko nogometno reprezentanco vodil vsaj do konca Evropskega prvenstva 2020. Najprej predajam besedo predsedniku Nogometne zveze Slovenije, gospodu Radenku Mijatoviću, ki bo pojasnil razloge za predlog in imenovanje Tomaža Kavčiča za selektorja reprezentance. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni predstavniki medijev in ostali gostje. Vesel sem, da smo končno po končanih kvalifikacijah in obdobju približno enega meseca in pol danes na seji izvršnega odbora na predlog predsednika usklajen z člani kolegija na izvršnem odboru potrdili Tomaža Kavčiča kot selektorja slovenske nogometne reprezentance za naslednji kvalifikacijski ciklus za obdobje do Eura 2020. Mislim, da je odločitev po tehtanih argumentih dobra, da je primerna za slovenski nogomet. Tomaž Kavčič je ustrezna osebnost, tako kot sem navajal že prej, da iščemo karakterno, korektno osebo, ki pozna razmere v slovenskem nogometu in glede na to, da je Tomaž praktično celo življenje bil in deluje v slovenskem nogometu, vodil je mlado reprezentanco, vrsto let iz te reprezentance, veliko število igralcev igra sedaj v članski reprezentanci, da je odločitev logična in mislim, da bomo s Tomažem tudi prišli do tistega tako željenega cilja, ki si ga tudi postavljamo, a to je uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2020. Toliko za uvod, če bo pa kakršnokoli vprašanje kasneje, bom z veseljem odgovoril na njega. Hvala lepa, predsednik. Zdaj pa mi dovolite, da še enkrat lepo pozdravim novega selektorja Tomaža Kavčiča. Tomaž, čestitke in pa kakšni so prvi občutki po zdaj, ko so tudi te formalnosti za vami? Hvala, lep pozdrav vsem. Jaz bi se prvo zahvalil predsedniku Nogometne zveze, izvršnemu odboru za podporo, ki so mu jo dali. Pozdravil bi vas vse novinarje, medije. Bil bi kratek, upam, da bomo dobro sodelovali, ker mislim, da vam in meni in vsem, ki smo tle, je v interesu, da se Slovenija vrsti na Evropsko prvenstvo. Hvala lepa. Bomo šli kar na vaša vprašanja. Preden postavite vprašanje, bi prosil, da počakate na mikrofon, potem pa se še predstavite, ko dobite mikrofon, ker imamo nekaj streamov. Prvo vprašanje. Lep pozdrav, Urban Lavrenčič, Televizija Slovenija. Vprašanje za predsednika Mijatovića. Opravili ste različne pogovore, več jih je bilo. Lahko nekoliko pojasnite, zakaj je na koncu tehtnica prevagala na stran Tomaža Kavčiča? Res je, da je bilo opravljeno kar nekaj teh razgovorov z strokovnjaki, ki bi bili primerni vsi za vodenje slovenske nogometne reprezentance, vendar, tako kot sem uvodoma povedal, Tomaž je vrsto let v slovenskem nogometu, je vodil mlado slovensko reprezentanco, je oseba, ki si želi tega uspeha,
Veliko število igralcev prihaja iz tistega obdobja, ko je bil selektor mlade reprezentance in smatram, da je izbira Tomaža Kavčiča zaradi teh argumentov bila logična v tem trenutku. Lep pozdrav, Anže Bašelj, Televizija Slovenija. Morda vprašanje za gospoda Kavčiča. Gospod Kavčič, kako pa ste vi doživljali vse to od takrat, ko vas je nekako napovedal prejšnji selektor Katanec, pa do današnjega dne? Dolgo ste čakali, mesec dni in pol. Morda vaši vtisi tega zadnjega meseca in pol? No, dobro, jaz bi rekel tako, ne. Normalno, da je zmerno več kandidatov. Mesec pa pol je dolga doba, pa ni, ne. Jaz sem pač svoje povedal v parih intervjujih in na to, in na druge stvari pač nisem gledal. Ne. Normalno, da sem vedel, kaj se dogaja. Verjel sem v to, da lahko to vzamem, da to dobim. In to je to. Viškovič, Simon Spratal, mene pa zanima, kakšne bojo vaše prve poteze in predvsem javno zanima verjetno Kevin Kampl. Dobro, prvo okoli Kevina Kampla. Moje mišljenje je, da Slovenija rabi vsakega dobrega igralca. Normalno pa, da ta igralec, ali je to Kevin Kampl, ali bilo kdo, mora priti na zbor s čisto glavo in razjasnenim ciljem, zakaj je tle. In mislim, da okoli tega s Kevinom ni problema. Vem, da rad igra za Slovenijo, seveda se bo treba dobro pogovoriti in če je vse v redu, bo Kevin tle, če pa ne, pa ne. Kaj pa samo nogometno razmišljanje, kakšne bodo te spremembe morda v načinu igre? Vemo, da drugače razmišljate morda v načinu igre kot Srečko Katanec. Imate že kakšne ideje v glavi, kaj bo, kako prepoznavna bo slovenska igra in po čem? Dobro, moja vizija nogometa je zmerno, da probam moje ekipe, da probajo igrati, ne. Seveda zmerno zavisi to tudi nasprotnika in pač dajmo počakati. Jaz v glavi imam, kaj naj bi igrali, kako bi igrali. Sem zdaj tle o tem razpredati, dajmo počakati prve tekme. Naslednje vprašanje. Naslednje vprašanje tam zadaj. Dejan Mitrović, ekipa. Gospod Kavčič, strokovni štab je že sestavljen. Kako vas gleda, lahko kaj več poveste o tem? Ideje imam, sam ni še dokončno, tako da ne bi, zdaj boste pa prav čas zvedli. Ni še. Dobro večer, Andrej Milković, ekipa. Gospod predsednik Mijatović, imamo že kakšne tekme planirane za marec, ko bo novi selektor debitiral in pa če jih imamo, potem tudi za gospoda novega selektorja, kaj pričakuje na teh tekmah, pa kakšni so pogledi, cilji in tako naprej. Hvala lepa. Imamo na en način definirane tekme, katere bi odigrali v tem marčevskem reprezentančnem terminu in z reprezentanco Avstrije je tekma že fiksirana in dogovorjena in bo odigrana v Celovcu. Pogovarjamo se tudi z reprezentanco Črne Gore za ta drugi marčevski termin, vendar še nismo sigurni, ali bomo mogoče, glede na to, da smo v isti skupini, ko govorimo o skupini za Evropsko ligo, in če se slučajno zgodi, da smo znotraj te skupine tudi v isti skupini, potem bomo poiskali drugega nasprotnika. Če ne, bo to reprezentanca Črne Gore. S selektorjem sva uskladila te dve tekmi, tako da sta to dve prvi. Za junijski termin pa glede na to, da je pred nami svetovno prvenstvo in da bo interes za prijateljske tekme velik, bomo počakali in poskušali v Stožice privabiti ali pa se zmeniti s kakšnim atraktivnim nasprotnikom, da selektor pred začetkom Evropske lige ima čim močnejše tekme. Ervin Čurlič, Pop TV. Čestitke za imenovanje Tomažu Kavčiču. Predsedniku ste postavili morda kakšne konkretne naloge, cilje novemu selektorju, da ne bomo potem ugibali, ali je bilo postavljeno kaj ali ne, oziroma za kakšno obdobje sedaj sklenjena pogodba? Tako kot sem uvodoma ob nastopu mandata povedal, Slovenija
ne more pričakovati, da se bo vedno uvrščala na velika tekmovanja, vendar v 1,5 do 2 tekmovalnih ciklusih oziroma kvalifikacijah ali pa strateških obdobij pa ja. Ni bilo treba postavljati teh ciljev selektorju zaradi tega, ker si jih je postavil sam in sva se glede tega uskladila zelo hitro, tako da če je bilo v preteklosti, čeprav je bilo velikrat javno povedano, da naš cilj uvrstite vsaj v dodatne kvalifikacije, kaj nejasnega, mislim, da v tem trenutku ni. Naš cilj je, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo in selektor si je tudi ta cilj postavil kot svojega. Tako da tu sva usklajena in bomo naredili vse, jaz upam tudi skupaj z vami, ne, ker to je skupni projekt in ob vaši pozitivni podpori, da je ta cilj tudi uresničili. Hvala. Tam imamo še, mislim, da je bilo eno vprašanje gospoda Milkoviča, drugi del vprašanja. Lahko še enkrat, prosim. Samo mislil sem, če so znane tekme, če bi lahko selektor kaj povedal o teh tekmah že v tem trenutku, pa kakšni so njegovi prvi cilji na teh tekmah, pa glede tega usklajevanja s predsednikom, glede prvih nasprotnikov. Dobro, prvo bi povedal glede usklajevanja s predsednikom, to smo bila usklajena. Prva tekma je z Avstrijo, za drugo tekmo je predsednik povedal. Glede samih ciljev. Mislim, da če igraš tekmo, sam cilj ti zmeraj mora biti zmaga. Zdaj, kako do nje, kako... To je zdaj spet drugo vprašanje. Normalno, da bo pač treba na zboru videti, v kakšnem stanju so igralci, to se bo spremljalo že tekom teh 2-3 mesecev, s tem, da mislim, da je dosti treba narediti na tem moštvenem duhu, ker reprezentanca je skupaj 3 dni, 4 dni ali en teden. Sam zdaj ne bi govoril, da je to nek hendikep, potem so vse reprezentance, tako da nismo mi neki unikum, sem pač, mislim, da je zmeren treba iti na zmago, zdaj, koliko je to realno, ne, to je drugo. Ne. Če sam sebe ne ceniš, te ne bo doben. Da ne izpadem prepotenten, ne, sem tako razmišljen, ko funkcioniram, zdaj. Tekma pa prinese zmeren svoje, garancije ni. Hvala, Urban. Selektor, kako komentirate dejstvo, da recimo v prejšnjem obdobju vendarle niso bili cilji tako ambiciozno zastavljeni, ni bilo jasno postavljeno za cilj uvrstitve na veliko tekmovanje, tokrat pa je stvar drugače, pa še pred žrebom? Jaz se ne bi rad vračal dosti nazaj, ne. Bil sem 1 leto tle, 1 leto, 2 meseca. Jaz mislim, da je bil cilj kar v sami ekipi in noter kar jasno postavljen, to je bila uvrstitev. Zdaj, ko se je to prikazovalo, ko se ni, je pač drugo. Ne. Zdaj, to, kar sem se jaz postavil, ne, jaz ne vem, kako bi drugače lahko razmišljal sploh, če se pač bavim z neko stvarjo. Cilj mora biti visoki, zdaj, se pravim, garancije ni, zato je treba vse narediti, da se to doseže. Mislim, da imamo dosti dobro ekipo, konkurenčno, ne bom zdaj govoril, kjerim ali kaj. Zdaj na nas je, da to pač naredimo. Ne. Vi boste pa tle, ko boste ocenjevali, ne. Upam, da bo. To je to, ne. Kaj ne. Hvala, Boštjan. Dober večer, Boštjan Janežič, Radio Slovenija. Dober večer. Tomaž Kavčič, pravite o moštvenem duhu, da ga je treba vzpostaviti, kakšno bo vaše delovanje v teh 3 mesecih z individualnimi obiski, tukaj ciljam na to, pred zborom z te prijateljski tekmi z Avstrijo in tudi drugo. Prvo moramo obaviti par ključnih razgovorov, en je bil že ta okoli Kampla, pa bom kar direkten, moram se vsesti z Boštjanom Cesarjem, on se ni izjasnil, bi še igral ali ne, on je kapetan, še skozi igra, še skozi je aktiven igralec. Eni igralci ne igrajo, treba je tam vprašati trenerje, kaj je, v čem je problem. Tako da je dela kar dosti. Božidar Bulat, Pop TV, gospod Kavčič, čestitke ob inauguraciji. Hvala. Je še kak mladi igralec, ki ga boste kmalu pridružili reprezentanci, imate koga v mislih? Mislim, da je ta reprezentanca kar dobro selekcionirana, sicer vidim šlo tle kar 61 igralcev skozi. Saj jaz imam kako bi to rekel, po domače v glavi, imam 1, 2, 3 imena. Bomo videli, sigurno imam neke 3 imena. Ne bi zdaj v njih.
Ne bil nikoli. Še vprašanje za predsednika Nogometne zveze. Finančne podrobnosti pogodbe so poslovna skrivnost ali? Vsekakor, da so te podatki poslovna skrivnost, vendar mislim, da je in selektor in zveza zadovoljna z doseženim dogovorom in da selektor lahko potrdi, če je kaj drugače. Ne, vse v redu. Hvala. Živijo, Luka Petrič, Radio Slovenija. Zdravo. Gospod Kavčič, nekaj ste že omenili, vendarle pa dolgo časa ste zdaj že član trenerskega štaba bili v reprezentanci, prej v mladi reprezentanci, selektor. Kaj vidite, kaj so prednosti, največje prednosti, plusi naše nogometne reprezentance? Kot sem že rekel, mi imamo dosti dobro ekipo, ki je primerljiva z drugimi, igrajo, da igrajo v top klubih, sam igrajo v zelo dobrih klubih v Evropi. Treba je verjeti, treba je to prenesti na igralce in pač jeti na vsako tekmo. Malenkosti odločajo, tako da tudi v teh kvalifikacijah se je videlo, da se lahko igra, če smo pravi, lahko igra vsakim. Pa še eno vprašanje in sicer o tekmovalnem sistemu, ki bo zdaj drugačen. Evropsko prvenstvo bo zdaj drugič razširjeno, 24 ekip, zdaj pa še Liga narodov. Tudi skozi to pot se da priti na Evropsko prvenstvo. Kako pomemben cilj je Liga narodov za slovensko reprezentanco, za zvezo? Vsaka tekma je pomembna. Mislim, moraš pa nekaj v koraku delati, seveda treba tudi neke igralce probati, zato so te dve tekme, pa tudi tam, ne. Sam nekih velikih eksperimentov, mislim, da ni časa, ne. Bi drugače morda vprašal glede Lige narodov, me samo to še zanima. Boste šli na polno že v Ligo narodov ali razmišljate tudi o nekakšnem, da je to nekako pripravljalno obdobje za potem kvalifikacije za tisti cikl? Je res, da je pripravljalno, samo mi bomo šli na polno, normalno bomo šli na polno. Mogoče kratka dopolnitev tukaj, Liga narodov ali pa nacionalna liga je vsekakor pot, da se lahko pride na Evropsko prvenstvo in s tem bi tudi odgovoril na Urbanovo vprašanje, ne, prej, glede na to, da še niso izžrebane skupine, kako smo samozavestni pri tej napovedi, vendar skozi to skupino, ne, v kateri smo približno na isti ravni, je možno biti prvi v svoji skupini in je tudi dodatne kvalifikacije, tako da je to vsekakor zelo tekmovalna pot in jo je treba vzeti zelo resno in to sva selektorjem že govorila. Je ena od možnosti, da se na Evropsko prvenstvo pride tudi po tej poti. Hvala, naslednje vprašanje. Klemen Kos, Nogomanija, čestitke z moje strani. Hvala. Jaz bi vas vprašal kot dolgoletnega selektorja mlade reprezentance, kakšno dinamiko odnosov načrtujete zdaj vi kot selektor članske reprezentance z mlado reprezentanco? Dobro, kako jaz delam in kako pač funkcioniram, jaz se pač zdaj ne bom menil, ne. Se pravim, nisem nikdar imel neke kopije, niti vzornikov. Morajo biti točno postavljene normativi, pravila in pol ni problemov. In da se ve, da smo vsi za eno isto stvar. Tle odloča pa selektor, tako je. Tle ni dost, kaj dost za dodati. Vsak pa dela pač po svoje. Rezultat je pa merilo, ne. Hvala, naslednje vprašanje. Urban? Za selektorja, prej ste omenili na nek način to delo na moštvenem duhu. Ste ga pogrešali prej, v prejšnjem obdobju, ko ste bili pomočnik? Je to po vašem mnenju očitno vsaj bil en tak deficit, na katerem je treba graditi? Ne bi se vračal nazaj. Jaz sem to povedal, kako jaz delam in na kak način jaz funkcioniram pač. V tem smislu sem to rekel. Ne bi pa komentiral tega dela nazaj, ker prvo ne bilo korektno in Srečka Katanca spoštujem. Jaz bi imel še eno vprašanje. Razlika v prihodnje, kakšna naj bi bila na gostujočih tekmah s preteklim ciklusom?
kakšnem smislu? V tem smislu, rezultatskem smislu, s pristopom, z upanjem, z željo, z voljo, s korajžo. Želja mora biti zmeraj maksimalna, volja. Malo. Moš verjeti, vsako tekmo smo rekli že prej, ne smeš biti pa prepotenten. Ena je samo zavest, drugo pa prepotenca. In smo rekli, da gremo tekme do tekme in vsako gremo na polno, kaj pa to prinese, pa se vidi. Prihodnje tudi v gosteh bolj samozavestni. Pa nismo bili, ni izgledalo. Dobro, ja, sigurno. Ni izgledalo. Moraš vsako tekmo imaš samozavest. To je predpogoj, brez tega ne bomo daleč prišli. Če lahko še eno Seveda. vprašanje. Pravite, ni potrebnih veliko korekcij v reprezentanci, ni dovolj časa, ampak nekaj sprememb verjetno pa že načrtujete. Ne mislim sistemsko, ampak kje je najbolj deficitaren po linijah ali pa karkoli ali pa po mestih. Ja, hvala. Nisem jaz tako mislil. Jaz sem mislil, da v reprezentanci ni dosti časa za eksperimentiranje. Se moraš skoncentrirati na 2, 3, 4 maksimalno stvari, ki ti prinese. Ne moreš delati, ne boš šel v širino individualno s tem, z unim, tretjim, pač imaš te 2, 3 stvari in na to pada koncentracija, seveda normalno na nasprotnika, s katerim igraš. To sem mislil. Je v redu odgovor? Še kakšno? Še kakšno vprašanje? Če ne bi se vam vsem zahvalil bi se tudi obema gostoma in pa s tem zaključil novinarsko konferenco. Hvala lepa. Hvala.